Prva stvar, kar hočemo spremeniti, je to, da spremenimo to stanje diktature manjšine, kar je za nas parlamentarna demokracija. Kajti to pomeni, da en ozek krog elite in lobijev, naveze, politika, kapital odloča o naši usodi, našem življenju. Se pravi, zaradi tega hočemo to zamenjati z neko obliko ljudske oblasti, to je neposredna demokracija v navezavi s strokovnimi sveti, ki pač seveda dajo določene predloge. Poleg tega je treba spremeniti pač gospodarski sistem, kar pomeni, da je treba na nek način temelje kapitalizma, ki se v vseh progresivnih krogih že v svetu izkazal za nek preživet sistem in tudi škodljiv tako človeku kot naravi, ga je treba spremeniti z neko obliko pač solastništva oziroma z modernimi oblikami te vzajemne participatorne ekonomije, partnerske in tako naprej. Osrednji namen našega civilnega združenja je pač razpravljati o alternativi nove družbene ureditve, ki bo temeljila na soodločanju, spravo to je direktna participacija vseh ljudi v vseh procesih odločanja, na vseh nivojih družbe, na vseh ravneh, na človekovih pravicah, na trajnostnem sonaravnem razvoju, na vzajemnosti med vsemi člani družbe, na ljudski iniciativi, spravo na vračanju k lokalnemu upravljanju, spoštovanju naravnih virov, na biotski pestrosti, na pravičnejši meritorni ekonomiji, spravi ekonomiji pa prispevkov vsakega posameznika po zasluženju, prav da odpravimo neoliberalni vulgarni kapitalizem in ga nadomestimo z novimi modeli, se bolj zasnovani na commons principu, sprav človek človek, ne? In da človek dela iz lastne notranje potrebe, sprav da človek dela iz strasti, da ne dela več za denar, ampak da je motiviran iz lastne pozitivne intrinzične motivacije. Naša teza se skriva v vpeljavi socialnih principov v gospodarstvu, principov soudeležbe pri dobičku, soudeležbe pri imetju podjetja, soupravljanju na vseh področjih in vseh ostalih principih, ki dajejo moč tako imenovanemu navadnemu človeku. 15. oktobra se zgodi splošen poziv ljudem, ki se ne strinjajo s tem sistemom. Mogoče na deklarativni ravni je to super, da se pokažejo številke, ampak dajmo si ne delati utvar, da če ne bomo šli na politiko, se začeli ukvarjati s poljem političnega, ne bomo spremenili nič. Biti v civilni družbi pomeni biti kastriran, nimaš vpliva, nimaš možnosti dejansko kaj spremeniti. Ja, politika je danes pokvarjena, ne maramo strank, ne maramo poslancev, ampak treba se tega lotiti in tem ljudem vzeti oblast, ki jo danes imajo. In da končno začnemo živeti povezano v neki skupnosti, ne pa tako kot je danes. Da je politika tam nekje v parlamentu, državljani smo pa totalno ločeni od tega. Tako ne gre pač več. Temeljna programska izhodišča, pač teh 13 točk, na katerih temelji naš program. Prva, najbolj osnovna je oblast ljudstvu, ne, da se vrne nazaj oblast, da se pač ponovno spostavijo te osnovni principi odločanja. Da se odpravijo anomalije parlamentarne posredniške demokracije z uvedbo neposredne demokracije, ker bodo pač vsi ljudje odločali o vsem, ampak z neko kombinacijo, z nekimi meritornimi sveti, ki bodo to pač nadzirali, ki bodo pač korekcija temu sistemu, da se ne zlorabi. Ne. Potem druga točka, da je razvoj potenciala kolektivne inteligence na vseh nivojih, ne, da se v ljudeh budi pač ta speči potencial kreativnosti, da se potem ponovno lahko pač odločajo o svoji usodi, ne, da se pač prevzamejo usodo v svoje roke in odločajo pač o svojem življenju ponovno, ne, da ne puščajo usode v roke nekih posrednikov, ampak sami odločajo o sebi. Tretji, da novi ekonomski modeli morajo izničiti vrednote vseh procesov skozi tržno vrednost, logiko profita, da nadomestijo totalitarizem poblagovljenja in ga nadomestijo s partnerskimi, vzajemnostnimi, participatornimi in človeku lastnimi proizvodno-potrošniškimi procesi. In s tem novimi koncepti lastnine in egalitarnosti, pravičnosti in izrabo potenciala človeških virov. Da pač človek ustvari sebi lastne notranje potrebe, ne za denar, ampak da pač iz strasti ustvarja. In da se prevrednoti sedanji finančni sistem in pravni sistem, da odpravimo tudi koncepte lastnine in ga nadomestimo s tem, pač, kar človek res potrebuje. Potem četrta točka je pač naravna pravica skupnostnih multitud do organiziranja glede na interesno opredeljenost ali pa glede na dejansko zbivanje na določenem prostoru. Da se postavi avtonomija pač v državi, da se lahko skupine organizirajo glede na svoje lastne notranje interese. Potem peta zelo pomembna točka je prehranska, vodna in energetska varnost, ki so vitalnega in prednostnega pomena za vsako družbo. Da povečamo raven samooskrbe v Sloveniji, ki je zdaj nezavidljivo
nizki ravni, nezavidljivo nizki ravni. No. Zdaj pač smo na 30%, da bi povečali, ne vem, na 70%, to bi bilo pač idealno. Potem 6. točka je, da presegamo antropocentrični pogled do okolja, sprav, da je človek edini cilj in da vse pač je namenjeno, da samo človek izrabi in ga nadomestimo z bolj dozorelimi etičnimi pogledi, sprav, ekocentrizem, da odpravimo to distanco do narave in se smatramo kot integralni del narave, ker smo pač del narave in se vključimo v naravno kozmologijo in potem pač se vsi procesi sprožijo in vsi delujejo za nas, ker smo mi del narave, ne da naravo izrabljamo v svoj prid. Potem 7. točka je trajnostno in previdnostno načelo v razvojni paradigmi, da znanost postane pač neodvisna, neodvisna od kapitalskih tokov, da pač previdnostno načelo je eno bistvenih načel, da greš v stvar, da pač prej premisliš, kaj bo to lahko imelo posledice v prihodnosti, vsaka nova tehnologija, vsaka nova zadeva, se mora vedno premotriti čez previdnostno načelo, kaj to pomeni za prihodnost, če še učinki zdaj niso znani, kaj bo to pomenilo za prihodne generacije, pač za vse, Potem 8. točka je celovit pristop do človekovega zdravja, da se krepi primarno zdravstvo in tvorno sodelovanje s pacientom. Pač preventiva pred kurativo. 9. človeški vir in mentaliteta, da vzgajamo prihodnost usmerjenega človeka, da pač že od mladosti z novimi paradigmami vzgajamo človeka, ki bo pač sam sebi namen, da svoje lastne kreativne potenciale uporablja, sebi v prid in v prid družbe. Potem 10. da ustvarjamo pogoje za dostojno življenje in delo socialno šibkejših kategorij prebivalstva. Da vzpostavimo svobodno dohodkovno vrednostno državljansko izbiro, elementarizem. Potem 11. da je absolutna pluralnost misli, kulture, da se vloga nacionalnih sredstev javnega obveščanja poveča pri oblikovanju teh skupnostnih vrednot, pravilnih, da usmerijo družbo v procesu iskanja kreativnih rešitev. Potem 12. da odstranimo tehnične in pravne ovire za prosto delovanje človeških virov. Sprav patente je treba čim prej odpraviti, ker onemogočajo prosto kroženje človeških virov in nadomestimo bolj liberalni modeli, kot že obstajajo v svetu, Creative Commons in odpravljeno na vseh nivojih, koncepta lastništva. Potem 13. pa da redefiniramo to Slovenijo v svetu, da iščemo neke nove povezave, ker te do zdajšnje smo ugotovili, da nikamor ne peljejo, da Slovenija še bolj krčijo v neke povezave, kjer ni brezizhodno. To so glavne točke. Gibanje za pravično družbo.